10 leti je nekaj vizionarskih posameznikov na Zagu prepoznalo uporabnost mikro-CT-ja pri raziskovanju lastnosti materialov. Ob pomoči ARRS-ja smo ga potem nabavili in inštalirali. Pokazalo se je, da so njegove zmožnosti pravzaprav še večje od pričakovanj in danes po 10 letih z veseljem ugotavljam, da smo z nabavo, uporabo omenjenega inštrumenta pri kompleksnih raziskavah materialov naredili izjemen napredek pri znanosti na Zagu, ne samo na področju materialov, delno tudi na področju gradbene fizike, uporabe lesa in delno tudi konstrukcije. Zavod za gradbeništvo Slovenije je edina raziskovalna ustanova v Sloveniji, ki že 10 let deluje na področju rentgenske računalniške tehnike. Ter obenem edina, ki to tehnologijo uporablja na področju gradbenih materialov. Visokotehnološka raziskovalna oprema oddelka za materiale omogoča dvodimenzionalno, trodimenzionalno in štiridimenzionalno analizo različnih materialov in struktur. Je ena izmed najbolj aktualnih nedestruktivnih metod, ki omogoča raziskovalcem v akademskem svetu in industriji odpiranje novih področij, spodbujanje razvoja in povečanje znanstvene umetnosti. Rentgenska mikrotomografija je za industrijo zelo pomembna, ker je nedestruktivna in zelo hitra. Industrija jo uporablja za kontrolo kakovosti svojih izdelkov. Geološke znanosti so vsekakor področje, kjer je mikrotomografija pogosto uporabljena kot raziskovalna metoda in tudi področje, kjer se je mikrotomografija najprej začela uporabljati. Lahko jo uporabljamo na različnih področjih geologije, od strukturne geologije, paleontologije do tehnične mineralogije in rudarske mineralogije. Tukaj imamo primer enega že zelo starega vzorca, kjer smo uspeli foraminifero nekaj milimetrov veliko in iz nje naredili 3D rekonstrukcijo z 3D digitalnim tiskom. Mikrotomografijo lahko uporabljamo za karakterizacijo različnih kompozitev na osnovi cementa, kot so na primer različne vrste betonov, od klasičnih betonov do lahkih, penjenih in drenažnih betonov, kakor tudi za analize alkalno aktiviranih materialov, vse do 3D tiska. Z metodo mikrotomografije jim lahko določimo celokupno poroznost, porazdelitev velikosti por in povezavo por ter identificiramo razpoke ali druge praznine v materialu. Kovine, vgrajene v beton, imajo to posebnost, da jih ni mogoče analizirati vizualno, na primer z optičnim ali elektronskim mikroskopom ali pa z različnimi kontaktnimi tehnikami. Mikrotomografija nam omogoča, da pridobimo 3D sliko armature, ne da pri tem poškodujemo krovni sloj betona. S pomočjo nedestruktivne analize lahko ugotovimo napake v izvedbi, detektiramo zračne pore na kontaktu jekla in betona, določimo pozicijo in smer jeklenih vlaken in pridobimo korozijsko stanje jekla. S pomočjo računalniške kvantitativne analize lahko tudi natančno določimo volumen korodiranega materiala in tip korozijskih poškodb. Na podoben način lahko mikrotomografijo uporabimo kot komplementarno metodo za analizo in vrednotenje elektrokemijskih meritev. Kovinske materiale lahko analiziramo tudi samostojno, predvsem za ugotavljanje geometrijskih napak na gradbenih elementih in analizo poroznosti ter vključkov znotraj kovinskih materialov. Z mikrotomografijo analiziramo različne vrste lesa in tvoriv. Zelo uporabna je za proučevanje anatomskih značilnosti lesnih vrst. Določimo lahko globino prodiranja površinskih premazov in lepil v les ali ugotovimo napake in vplivni razkroj lesa. Metoda omogoča tudi ugotavljanje oblike in porazdelitev različnih materialov, na primer karbonatov, v strukturi lesa, brez da bi pri tem porušili njegovo strukturo. Fraza in situ izhaja iz latinščine in pomeni na mestu oziroma na mestu samem. V znanstvenem področju to frazo uporabljamo za opis metod ali tehnik, katere se uporabljajo v naravnih razmerah testiranega materiala. Naj dodam, da v tem primeru metoda mikro-CT ne velja več za nedestruktivno, saj pri mehanskih testih vzorec dejansko uničimo. In situ mehansko testiranje materialov, v tem primeru lesa,
nam ponuja vpogled v dogajanje znotraj materiala med samim mehanskim testom, to je med obremenjevanjem. Na ta način lahko določimo vpliv zgradbe in strukture na mehanske lastnosti lesa. Hkrati pa lahko ugotovimo razloge, zaradi katerih pride do porušitve. Za in situ testiranje potrebujemo posebno opremo, ki omogoča obremenjevanje vzorca znotraj mikro-CT naprave. Pripravljen vzorec ustavimo in namontiramo v komoro. Sedaj na zaslonu lahko opazujemo obnašanje vzorca med obremenjevanjem. Vsakršna porušitev ali deformacija se začne z majhno spremembo nekje v materialu, pa naj gre za razpoko, pretrganje vlaken ali pa samo spremembo oblike, kot na primer stiskanje celic. Z metodo in situ mikro-CT te spremembe lahko spremljamo na nivoju mikrometra in z nadaljnjimi raziskavami določimo vpliv mikrosprememb na makroodziv materiala. Povpraševanje po tovrstnih raziskavah je vedno večje in področje mikro-CT in situ testiranja se trenutno zelo hitro razvija. Mikrotomografija je čedalje bolj nepogrešljiva metoda, saj so potrebe za nedestruktivno karakterizacijo materialov vedno večje. Poleg tega omogočajo dodaten trodimenzionalen pogled v mikrostrukturne lastnosti preiskovanega predmeta, česar druge obstoječe optične metode ne omogočajo.